Dragi moji gorski kolesarji, tokratna tematika je zelo pomembne narave za naš nadaljnji obstoj. In sicer sta Dejan Tekavčičem iz društva Golovec Strelc bo predstavila postopek oziroma Biblijo za vsakega gorskega kolesarja, ki si želi legalizirati gorsko kolesarsko pot. A ja, pa preden začnemo, naj s ponosom omenim, da to epizodo podpira Continental Slovenija. Torej, kot rečeno v uvodu, z mano je Tadej Tekavčič, predsednik društva Golovec Strelc, vodnik in predstavnik konzorcija od primopoti.si. Zdaj pa Tadej, povej ti meni, kako dosežeš to, da sredi Ljubljane postaviš znak, da pešci nimajo kaj iskati, da je to gorsko kolesarska pot? Jaz bi začel s tem, da kar je prvo, imaš opcijo, da teren svoj poznaš, druga opcija je pa, da v bistvu že prek računalnika nekako probaš najti naslednji sanjski teren, nekaj v tem stilu. Ok, te pa se malo najprej ostaviti tlele, kako prek računalnika pogledaš svoj sanjski teren. Ni tako, da greš v hosto pa vidiš ugled, ali trasa je pa krasna, dajmo delati. To je sanjska opcija, če veš, da je tam dovoljeno, ampak mislim, da v realnosti ni tako, in moramo prvo izpolniti par pogojev, da se lahko lotimo, se pravi, vzpostavljanje traila, in kar hočem povedati, da na računalniku ti pogledaš potem, je primeren naklon, je primerna conacija, kar se tiče zavoda za gozdove, je primerno lastništvo in tako naprej. Tako da te pogoje moraš vsaj poklukati, preden zapičaš lopato. Kako pa veš, kje točno v gozdu se nahajaš, ko iščeš tam po računalniku? Recimo osebno se rad poslužujem Atlasov okolja, ki ima eno podlago, reče se LIDAR, in si v bistvu zelo lahko predstavljaš, kje si na terenu. Še lažja opcija je pa, ko si na terenu, uporabljaš neke te spletne aplikacije, recimo če govorimo za Ljubljano, je to se pravi GIS portal, ki ga ponuja mestna občina in v bistvu ti najde svojo lokacijo točno na terenu in tudi v bistvu ponuja možnost že takoj pogleda, na kateri parceli si in tako naprej. Pa si pa omenil conacijo. Kaj točno je pol conacija? Conacija je pa v bistvu, čisto poenostavljeno povedano, razdelitev slovenskih gozdov na 4 cone, A, B, C in D. In v bistvu nam ta pove, v kateri coni je lažje oziroma težje vzpostaviti gorsko kolesarsko pot. Tako bom rekel, v coni A praktično nemogoče, za tiste cona C in cona D pa sta, bom rekel, bolj naklonjeni tudi na manj. Pogledali smo sanjski teren prek računalnika, pregledali smo, da v naši coni se da delati. Kaj je pol naslednji korak? Jaz bi rekel, da prvo se pravi najdete vašega revernega gozdarja, ki ga najdete na spletnem portalu Zavoda za gozdove Slovenije. In vam mogoče on pomaga do pristopa do, se pravi, teh lastnikov, ki so na vašem območju. Druga opcija pa, da te lastnike sami poiščete, se pravi, najdete katastrsko številko parcele in s pomočjo spletnega portala e-sodstvo v bistvu sami ponajdete imena in priimke teh lastnikov. Potem pa čaka ena težjih nalog, se pravi, iskanje teh lastnikov. Najbrž predvidevam si, kad ti pišeš po katastrski parceli gor, ni celega podatka, samo ime pa priimek, ne veš pa, ki živi, ne? Večkrat se izkaže, da so to neki starejši naslovi, da niso več aktualni. Še največji problem je pa, da so lastniki lahko ali v tujini, ali mogoče so že pokojni, kaj tasga, tako da ja, v bistvu je tukaj največji izziv. Ok, in pol se zdaj najdeš v bistvu na nekem razpotju, ko lastnik reče, lej, lahko delaš po mojem, ali pa ne smeš delati po mojem. Kaj pol naprej? Moj predlog je, oziroma tudi mi zdaj tako postopamo, se pravi, da si pripraviš neko podlago, se vprašaš, zakaj želiš to delati, kaj želiš doseči in si pripraviš mogoče neko par straneh dolgo predlogo, spišeš glavne zadeve, daš kakšne primere dobrih praks, ki že obstajajo v Sloveniji in to predstaviš. Zdaj, a predstaviš direkt lastniku ali pa mogoče prej občini, ki ti potem pomaga pri preprečevanju lastnika, to je pa vaša stvar. Z menoj pa eden od lastnikov, ki je bil tako prijazen, da si je pristal na intervju in eden izmed tistih, ki je dal soglasje fantom, da tukaj delate. Daj mi pa povejte, zakaj ste se odločili, da date fantom podporo? Jaz gledam fantov vsak dan tlele tako lepo delajo, pa skrbijo za gozd, pa pucajo smeti, pobirajo. Ne vem, zakaj ne fante tole delajo, pa izkoristijo. Saj nobene škode naredijo. Najlepša hvala za to. Ok, zdaj pa glede na tvoje izkušnje, kaj je najslabše, kar lahko trdiš, da če ti lastnik da dovoljenje, pa se društvo ne drži pravil? Ja, moram reči, da ful slabih izkušenj nimamo, imamo slabe, niso zelo slabe, ampak še vedno pa je to, se pravi, če ti obljubiš en trail, da bo to en trail, na koncu 2 ali pa 3, da če se zmeniš, da bo to ena pot v širini 1 metra, da na koncu ni to avtocesta in podobne zadeve. Tako da ja, v glavnem upoštevaš tiste pogoje in jaz bi rekel tudi, da se čim večkrat z njimi slišaš in jim poveš, kaj se dela in tako naprej.
Se pravi, če ti on ponudi prst, ne odgrizneš roke. Točno tako. Zdaj sva šla čez vse približno te par postopkov. Sanacija, pogledal si lastnike, na občino si dal vse, kaj naprej? Se pravi, če dobiš nekako podpisano soglasje lastnika, če v bistvu si na občini dobiš neko potrditev, super je, če ne, se pravi, nekaj tudi spišejo, da je pač namera, da se na tem delu se pravi, lahko vzpostavi trail. Je pa, da se pošlje vloga na Zavod za gozdove, tam se na kratko opiše, zakaj se gre. Super je, če se malo skicira zadevo, spet kakšno sliko doda, da se ve, kaj se bo delalo, in potem počakaš na to dovoljenje in šele potem gradiš, ker drugače je lahko slabo. Oglasil pa sem se tudi pri Mojci Stupan Kobilici, ki je višja sodelavka pri Zavodu za gozdove Slovenije. Zdaj pa, Mojca, povejte vi meni, kaj so najbolj pogostejše napake, ki se pojavljajo pri oddajanju vlog za legalizacijo trailov? Ja, največja napaka ne bi rekla, da je pri oddajanju vlog, ampak pri tem, da je legalizacija, ne? Da so ena dela izvedena na terenu, brez da bi na primer bila za to pridobljena ustrezna dovoljenja, soglasja lastnikov. In to bi jaz rekla, da je največji problem, ne? Ko enkrat pride vloga v hišo, se mi zdi, da ni več takih večjih problemov, če je kaj za dopolniti, naprimer, da trasa mora biti pravilno vrisana. Fajn je, da so pridobljena soglasja lastnikov gozdov in da so tudi priložena tej vlogi, da so opisani objekti, ali bilo kakšne džampe ali ti zavoji, take zadeve, no. Pravi, če imaš neko potrdilo od občine, če imaš soglasje lastnikov, še ni dovolj. Rabiš še zadnji štempelj iz gozdne. Ja, mislim, bom rekel, da je ta v bistvu na koncu še tisti glavni, ki zapečat zadevo, ker oni med drugim tudi vprašajo recimo Zavod za varstvo narave, če je potrebno, in vse te podrobne zadeve. Pogledajo pa tudi občinski prostorski načrt, oziroma tu ga tudi že občina, in vidijo, če je tam sploh želja občine, da se na tistem modelu lahko gradi oziroma pograbi to singlico, če že kako. Okay. In zdaj, če gremo pogledat, to je le Ljubljana. Če ti jaz po pravici povem, 5 ali pa 10 let nazaj v lifeu nisem mislil, da bo karkoli od tega kle. Kako je to težko doseči, to, kar ste vi kle gor postavili? Po pravici povedano, mi smo imeli večjo težavo, se pravi, s pridobivanjem dovoljenj lastnikov. Kar se z občino tiče, pa je potrebno je biti vztrajen, dokazati, da pač delamo dobro, ne? In mogoče se nekim stvarem tudi odreče, enim koncem, v našem primeru Golovca, ne? Zihar je pa tudi pomagala, ne, da je pred nami rajd zelo dober v Ljubljani že delal in promoviral gorsko kolesarstvo, tako da vse skupaj. Imamo pa mi tudi srečo, se pravi, da je Golovc nekako gost z glavno rekreacijsko funkcijo, ne, se pravi, da se take stvari tudi dovoljuje z ostalimi dovoljenji. Z menoj pa je tudi Jurij Kobe, ki je višji svetovalec pri Mestni občini Ljubljana. Zdaj pa, Jurij, povejte vi meni, Ljubljana postaja neko gorsko-kolesarska prestolnica, lahko rečemo, ne? Imamo koloparke, imamo bike park Ljubljana, imamo BMX park Ljubljana in na vse zadnje tudi Golovec Trails. Kako pri MOL-u gledate na porast gorskega kolesarjenja v Sloveniji? Poglejte, nas zelo veseli to, da se gorsko kolesarstvo povečuje. V bistvu nas je na nek način to kolesarstvo malo presenetilo, ker je seveda v zadnjih 10 letih doživelo meteorski vzpon in mi smo se v bistvu soočili z zelo povečano kolesarsko rabo skozi en evropski projekt, ki ga zdaj vodimo zadnji 2 leti in pol. Tako da moram reči, da se predvsem prizadevamo, da se različne ciljne skupine uporabnikov ne bi preveč, bom rekel, trdo srečevale, da želimo si na nek način uravnotežiti vse te rabe. Zato nas za Golovec zelo veseli, da se to gorsko kolesarstvo oziroma spust razvija v okviru poligona in tudi podpiramo nadaljevanje širitve te dejavnosti v okviru poligonov. Kako si pa pri MOL-u predstavljate zdaj v prihodnosti sodelovanje z ljubljanskimi društvi? Zelo si želimo, da bi se društva oziroma tudi če niso organizirani kolesarji, ampak da so samo neke neformalne združbe mladih posameznikov, da bi se na nas obrnili v fazi, ko se načrtuje umeščanje kolesarskih prog v prostor, zato ker menimo oziroma smo prepričani, da bi bilo neko urejeno, regulirano delovanje skupaj, vseh deležnikov, tako zavoda, tako mestne občine, tako kolesarskih društev oziroma lastnikov gozdnih zemljišč, da nas to lahko pripelje do najboljših rezultatov in da bo to
za vse res zelo pozitivno, da bojo proge dobre, urejene in predvsem ne bo nobenih težav z ostalimi skupinami uporabnikov. Gospod Kobe, najlepša hvala za vaš čas. Kaj pa problemi pol teh pohodnikov, koliko jih je še zmer takih, kljub temu, da delujete že zdaj nekaj let, koliko je še zmer takih, ki pa v bistvu jim pa greste malo nosne, oziroma jim gremo, ker sem jaz tudi gorski kolesar? Ja, jaz bi rekel zelo malo, v primerjavi s številom, kakor ga tle vidimo, se pravi, mi imamo lahko nenormalno veliko število kolesarjev na neko lepo popoldne, je v bistvu konfliktov zelo malo. Se pojavljajo mogoče na kakšnih kritičnih križiščih, v tistih glavnih, recimo na PST-ju ali pa na mogoče na kakšnem spustu, ki je narejen ki prečka kakšno glavno pohodniško pot, ampak osebno recimo jih imam zelo malo. Pripisujem pa tudi to dejstvo, pač, da v bistvu, če lepo pozdraviš, če zmanjšaš hitrost, sploh na tistih delih, kjer imajo oni prednost, si zmagal. Točno to, ker niso samo pohodniki krivi, tudi gorski kolesarji moramo imeti nek določen bonton in pravilo obnašanja gora. Ok, Tade, ampak to smo zdaj govorili v primeru, da je to lastniška parcela. Kaj pa če je državna parcela? Tukaj se je pa potrebno obrniti na Slovenske državne gozdove in v bistvu pridobiti njihovo dovoljenje. Se pravi, najdeš njihov kontakt, pošleš isto spet, kaj želiš delati in tako naprej. In v večini primerov imamo kar v redu izkušnje, je pa res, da včasih zahtevajo oziroma je želja po nekem nadomestilu za uporabo poti potem. Razumem, ampak vi ste imeli pa kle večinoma lastniške ali še kaj drugega? Tukaj je pa v bistvu, rekel, 90% zasebnih zemljišč. Ok, ampak vemo pa še za eno zemljo, božjo zemljo, ki je pa tudi večinski lastnik le po Sloveniji. Kako je pa s tem? Ja, nekaj malega imajo tudi na Golovcu in v bistvu se tretira isto kot zasebni lastniki, se zrihta njihovo soglasje in lahko z veseljem povem, da smo se tudi z njimi zmenili in v bistvu na Golovc prihaja nov trail. Zelo župnik je dal žegan? Žegan. Bog naš oče blagoslovi to kolesarsko stezo in vse udeležence, ki jo bodo uporabljali, varuj nesreč. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Evo, in tukaj smo nekje sred Gološke hoste na delu, kjer je Zavod za gozdove Slovenije dal gološkim fantom novo dovoljenje za delo. In danes bomo pogledali tole sekcijo, kako se sploh lotiti novega traila, kako ga trasirati, kako določiti, kje pot bo sploh potekala, ampak za vse to bojo pa fantje tam od zadaj povedali, tako da gremo kar naprej. Tadejko, kaj imaš ti zdaj tole? Evo, o tem sva govorila, se pravi, priješ na teren, odpreš, se pravi, v tem primeru za Ljubljano GIS in občina, da daš svojo lokacijo, daš podlago, se pravi parcele in v bistvu točno vidiš, kje si. Se pravi, mi smo dobili dovoljenje za to parcelo, kar pomeni, da se nahajamo na ta pravi točki. To je to. In gremo samo še dol. Samo še dol in zdaj bomo na grunt ali kje dol. Gremo pogledati. Ok, gangsteri, glej, zdaj papirologijo ste uredili, kakšen je plan? Ja, najprej malo brainstorminga. Skupaj se pogovorimo, kaj bi želeli. Tedej je dal eno anketo na Facebook, kar je dobro pokazal, kaj ljudje hočejo, v bistvu kaj bo privabilo ljudi in v tej smeri bomo šli. In kaj je anketa pokazala? Ja, da si folk želi še kakšen flow, pa kaj lažjega furati, ker imamo vse več in družin in tam malih in tako naprej. Tako da. Se to mašenko? Je, ampak bo malo drugačen flow verjetno na koncu. Pa bomo dodali tudi kakšen element, da bo še za koga. Tukaj ne izbire, ali en trail bo zacahnjen. Trail, ki mora biti dobro premišljen, dobro izbran in dobro narejen. Ni lih lahko, ne? Ko pogledaš to, kako se odločiš, kje boš potegnil linijo? To je smešno, zato ker vsak svoj trail vidi noter. In zdaj se moramo mi v bistvu uskladiti. In pol damo v bistvu najboljše ideje na kup. En ima dobro idejo o zavojih, en ima dobro idejo o jumpih, en bi imel tako, en bi imel tako. Neki so realne želje, neki so nerealne in v bistvu po moje je pol nek skupek vsega pride na koncu. Če tako bile smo skupaj pukali. Ja, to moramo tudi malo paziti, ker če imamo tak pukal, imamo že višinsko razliko, ki jo izgubimo na začetku zaradi tega pukla. In ko se zdaj lotiš enega novega traila, kako pol začeti? V osnovi je najbolj približno zatrasirati, kje bi bilo. Pa ko zatrasiraš, vzameš grable, spucaš, probaš, zapelaš, pa naprej. Teren politik že sam, bom rekel, nekako ti določa trail. Ne moreš preveč neki, bom rekel, po svoje jed, ker ne bo dobro se pelo. Tako da vsak teren ima nek svoj, bom rekel,
že nek flow, no, ki ti ga bo določil, tako da trail bo pol nekako tako rado, kot teren dopušča. Ampak glede na to, da je dosti čista hosta, Ja. a ni kdaj lažje, da se pa kar s kolesom zapeljaš pa pogledaš, kje je približen flow potekal, ali ne? Ne, zaradi tega, ker bo pol čist druga podlaga, Ko vrežeš, ful ali kako? hitrejša podlaga bo. In to je doskrat v bistvu, doskrat ti priješ na spot in je, ne vem, blat, še posebej po zim, ko hodiš teren, imaš občutek, to nikamor ne letel, pa nekaj koplaš, pa misliš, to nikamor ne gre, pa se pa zbije, pa polet posuši, je pa to čist prehiter. Se pravi, treba ful naprej gledati. Ja, to je doskrat se naredi napaka, da v bistvu misliš, da bo počasen, pa ni. Ampak teren je kar dober, kot vemo, ne iz Golovca. Dober, ja, fajn je, ker imamo v bistvu veliko parcelo, široko parcelo in bomo res naredili en tak zračen prostoren trail, ne bo tisti nabasan v eno tight linijo noter, sami ovinki, bande, tako da bo prav fajn. No. Vse skupaj bo po moje kar kakšen kilometer, no, tako kot je večina na Golovcu, tako da dobrih 100 višincev, kilometer traila približno. Kratka, sladka. Vse je na Golovcu tako. Dale vas bo koliko delalo vse skupaj? Mislim takole, z označen strelj ponovadi ne para, ne, se pravi ena ožja ekipa, delovne akcije pa bomo videli, ne, kako bo s temi ukrepi, ampak če je vse odprto, se nas bere tudi tam 60-70 na dan. Ko vas je enkrat toliko, v kolkem času naredite en trail? Da se ga v enem dnevu, pol ti skopati, ampak tale mislim, da bo malo večji projekt, tako da bo recimo 1-2-3 akcije bo treba. No. Kakšen je občutek, ko veste, da jih je še 400 do dol? A smo ga to zdaj vprašati? Moram, lej. Fenomenalen. V 21. stoletju vsi stremijo k nekim lepotnim idealom. In to, ja, pogledajte tele roke. To ni od Instagrama, proteinskih šejkov in fitnessov, to je tle od grabljanja listja, obiranja borovnic, sekanja drv, ukopavanja, skrbi za traile. Tako da, fantje, pridite pomagati, da boste lepi in fit. Pa učlanitev v društvo Golovec Trail Snake za fitness. Članarina. Polovica mesečne članarine za fitness je celoletna članarina za naše društvo. To. To so konti gosence, kakšne maksiš, kontinental gosence, mislim. Ok, smo pri koncu današnje epizode in jaz upam, da smo mu vsaj majčkeno razjasnili, kaj je potrebno, da legalizirate trail. Pa mogoče, da smo vam molili tudi malo motivacije, da kaj podobnega naredite v vašem kraju. Ne? Morate povedati sledeče, da so to postopki, ki so delovali pri tem društvu, na tem kraju. Ne? Zdaj zna biti, da boste naleteli pri tem še na kakšne druge pasti, ki jih zdaj nismo omenili, tako da predlagam, da si preberete zakonodajo. Kar se tega tiče, je pa tako, da Golovec Trail ekipa res skrbi, da nam nudi dobre traile, pa nepozabno doživetje tukaj sredi Ljubljane in to naj se ceni. Dajte jih podpreti z učlanitvijo njihovo društvo ali pa s kakšnimi donacijami, ker to ni zastonj, njihov čas tudi ni zastonj in se res trudijo, da vse poteka tako, kako gre. Plan je, da ta trail zdaj dokončajo nekje do sezone in potem bom valjda naredil tudi testuro tega traila, da vidimo, kako se zadeva pele, pa kva so naumili. Upam, da vam je bila epizoda fajn, da ste se kaj naučili, pa se vidimo, se veste kje, v naslednji vojni. Pa vsi linki z vlogami in povezavami se nahajajo spodaj v opisu profila, tam se pa nahaja tudi link do društva golovectrails.com, da ne bo slučajno kdo rekel, jaz nisem vedel, kam nakazati, zdaj vse veš, malo poskroli dol, nakaž, pa bo dobra oseba. Ne vem, če veš, ampak veš, imel sem v srednji profesorja Lojzija Kebra, ki je rekel, da presega samo na nemške proizvajalce in Continental je bil eden izmed njih. Ne. Svojega Golfa, nemški avto, je seveda obuv na nemške pneumatike in tudi pri kolesarjenju ni nič drugače. Continental z Black Chili gumo naredi svojo magijo. Kupi, Conti, bodi cool.